Tudi naše srečanje je pietetno, prinaša molitev, razmislek, tišino za notranje mir in spravo. Na njem se spominjamo žrtev nasilja, krivic, spominjamo se tudi krvnikov, ki so bili tudi žrtve, saj so nosili nepopisno krivdo, bolečino, težo v svojih srcih. Prisluhnimo najprej Romani Bider, ki nam je naslovila tole besedilo. Spoštovani dobri ljudje, ki se na Goriškem trudite za pokop zunajsodno pomorjenih, kar je temelj miru in vsakršnega blagostanja. Ob dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja izrekamo podporo vašemu negovanju spomina nanje. Hvala za vsa prizadevanja, da bi žrtvam vrnili identiteto, obraz in človeško dostojanstvo, pravico do groba, spomina in dobrega imena. Verjamemo, da bo skupno in vztrajno odkrivanje zgodovinske resnice o naši preteklosti nekoč obrodilo sadove. Nova Gorica, Bog z vami. Pozdravljamo vas, organizatorji podobne slopinske slovesnosti v Ljubljani, Nova Slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo, združeni ob lipi sprave in vse posvojitev. Tako Romana Bider. Cenjeni dr. Stane Granda, besedo najprej vam za krajšo misel ob dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ja sam, da bi se obrnil prosto vi. Nedavno sem poslušal pesmi partizanskega pesnika Bora. Slišal sem en vers. Smrt je najhujša propaganda. Dragi moji, hvala vam za udeležbo. Moram vam povedati, imamo dve čudoviti stvari. Resnico in molitev. In to je naša moč in to jih najbolj spravlja v živce. Kajti nimajo ne resnice, ne molitve. Držimo se svojega, pa bomo lahko potem praznovali naslednja leta tudi drugače. Važno je, da ostanemo zvesti resnici in molitvi. Hvala, dr. Stane Granda, za tole misel. Ob meni so predstavniki iz različnih koncev goriškega prostora, kjer so bila evidentirana morišča in grobišča. Od Dornberka do Brd, Trnovske planote, Vipavske krasa, širše goriške regije. Prisluhnimo jim. Sem Vanda Mervič in sem varuh spomina na vse med in po vojni pobite in pometane v Brezna na Goriškem, kjer sedaj neidentificirani ležijo. Sem Ljubica Prinčič in sem varuh spomina za vse medvojno in povojno pobite in zmetane v Brezna v Goriških Brdih. Sem Ana Saksida in sem varuh spomina na vse med in povojno pobite in v silnem zlu pometane v Brezna v zamejstvu. Sem Anton Harej iz Dornberka in sem varuh spomina vseh, ki so bili ubiti v Dornberku med in po vojni in ležijo nekje nad Oševljekom, nepokopani, samo v neurejenem grobišču. Sem Oton Filipič in sem varuh spomina na vse med in po vojni pobite in pometane v Brezna na Trnovsko-Banških planotah. Sem Franko Živec in sem varuh spomina na vse med in po vojni pobite in pometane v Brezna v Vipavski dolini. Varuhi spomina so prižgali svečo spomin na pobite in preganjanje, prižigimo jih tudi mi in se spomnimo žrtev. Sveče bomo postavili v obliki križa, sledite navodilom, ki vam jih bo dala Vanda. Spominjamo se tudi tistih, ki so nasilje povzročili. Slovenci v Argentini so ves povojni čas molili tudi zanje, za njihovo dušo. Pridružimo se tudi mi tej molitvi, svečo bomo simbolično nesli k spomeniku Borisu Kidriču, ker je najbližji našemu prizorišču, pa tudi zato, ker je zanj dokumentirano marsikaj.
Naše srečanje bomo zaključili z molitvijo. Molitev bo za mir in spravo, bo zaobjela tokratni dogodek. Prosim vikarja Bogdana Vidnera, da uvede molitev. Ko je David šel v boj z Goljatom, je vzel iz potoka 5 kamenčkov, ki jih je potem bil vajen dati v pračo. Vas povabim k 5 molitvenim namenom. Prvi namen je, da se veselimo in zahvaljujemo za te nasilno umorjene, da so povezani z nami, da iz večnosti prosijo za nas, da so mnogi med njimi gotovo tudi svetniki, mučenci pri Bogu, in da bi se znali veseliti te neizmerne moči, ki jo ima naš narod in te podpore iz večnosti. Drugi molitveni namen je, da molimo tudi za vse tiste, kot je bilo že omenjeno, eksekutorje, rablje, ki so bili tudi na neki način žrtve komunističnega, totalitarnega režima, pa tudi za vse naročnike, ki so še veliko bolj odgovorni od rabljev, vendar Bog je sodnik. Mi ne vemo, kako so zadnjo sekundo življenja odreagirali, in upamo, da bodo tudi oni odrešeni, in že so v vicah, so skupaj
v večnosti z svojimi žrtvami in naša dolžnost je, da molimo za vse duše, posebno za tiste, ki so najbolj potrebne Božjega usmiljenja. Tretje vabilo je k molitvi, da bi te umorjene pokopali v dostojno človeka, vredno, človeškemu dostojanstvu vredno grob, pokopališče, grobnico. In hvala Bogu tudi za to pobudo na Goriškem, ampak potrebno jo je izvesti. Tretji prst na roki je najdaljši, to je tudi molitev za oblasti, da bi, ki štrlijo ven, in imajo posebno vlogo, da se to tudi izpelje. Ne bo pa šlo samo od sebe, brez tudi udeležbe nas, državljanov. Torej, ta pokop je civilizacijska dolžnost, sprava pa je, do sprave pride ali pa ne pride, je zadeva svobodne odločitve vseh vpletenih strani, ampak naj bo četrti molitveni namen za spravo v našem narodu. In peti kamenček, peti molitveni namen, naj bo za mir na svetu, kajti smo na robu svetovnega atomske vojne in kot da se iz prve svetovne vojne in druge nismo nič naučili. Vas povabim, da skupaj zmolimo molitev Oče naš za vse te namene. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vsi slovenski mučenci, prosite za nas. Marija, Mati Slovencev, prosi za nas. Mati vseh narodov in vseh ljudstev, prosi za nas. Kraljica miru, prosi za nas. Gospod, daj vsem nasilno umorjenim, pa tudi njihovim rabljem večni pokoj. Večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. Hvala vsem, ki so omogočili današnji večer, vsem sodelujočim, vsem vam, ki ste se ga udeležili danes. Družabnosti in vina in pogostitve ne bo, ker je to spominsko srečanje, ki ga bomo ponovili tudi v naslednjem letu. Hvala vsem in lep večer še naprej. Hvala.